Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zmanjkalo jim je časa. Tako je direktor teniškega turnirja v Ljubljani pojasnil, zakaj osrednje igrišče na Trgu Republike vse do nedeljskega finala ni bilo nared, pa še potem je bilo komaj regularno. No, mi pa smo se potrudili in pogledali, kako te dni izgleda igrišče istega izvajalca, ki je zafrknil Jankovića in kompanijo v Ljubljani, to je podjetnik Miroslav Janjič v Krmelju. Vse jasno, mar ne? Sedaj pa se lotimo 11. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali LGBTQIA+ poplave. Ali so poplave odnesle vse, razen sovraštva do LGBTQIA+ ideologije in ljudi? Zaradi poplav smo Slovenci stopili skupaj kot že dolgo ne. Ali to velja tudi za LGBTQIA+ skupnost, bomo vprašali naša posebna gosta. Predsednico Slovenske demokratske mladine Maribor, Mašo Medved, in pa LGBTQIA+ aktivista Renata Volkerja Reneja. Maša, Renato, dobrodošla v Faktorju. Najlepša hvala za povabilo. Hvala, da me imate danes tukaj. Verjamem, da bo ta zelo lepa. Ja, ni kaj. Hvala vama, da ste prišla. Zdaj, Renato, spodobi se ne, da dava najprej Maši besedo, ki je dama, ampak vendarle, glede na to, kar se ti je zgodilo preteklo soboto v Mariboru, moram najprej tebe vprašati, kako se počutiš. Ja, dober timing imaš, hvala za vabilo. Ja, če bi vedel, kaj sledi. Res si bil kot vidoviti Blaž, si bil si me en dan pred dogodkom poklical. Ja, bil sem malo poškodovan, rebra natolčena, bil sem na urgenci, skratka, bolečine, imam tablete, ampak vse je v redu. Sem se danes potrudil priti sem, je pa zoprno, ko človek pozabi, da ga malo boli, in pa nenadni gibi so pa zoprno rečne. Zdaj, rekel si, Renato, da ko si odhajal iz Parade ponosa v Mariboru, uvešen ali pa uvekovečen, dajmo tako reči, slovensko zastavo, te je pač napadla neka skupina mladoletnikov, ne? Ja, hec je bil tem, da smo letos bili na Paradi ponosa v Mariboru priča neljubemu dogodku, če lahko tako rečemo, pravzaprav je to kriminalno dejanje. Že pred samo parado se je zbralo 20-30 mladoletnih oseb, zraven so se imeli 3-4 odrasle handlerje, jim rečemo v tujini, ki so jih spodbujali. In potem med parado je zadeva potekala pač po mestnih ulicah. Po paradi smo se pa razkropili oziroma šli domov in skupina mi je sledila in me pred domom, pred blokom v bistvu napadla. Hoteli so me vzeti slovensko zastavo, ki sem jo nosil. Je pa hejca, so tudi oni imeli slovensko zastavo na teh protestih, Skratka, smo bili na okopih iste države na nek način in so me pač obrcali, psovali, napadli, rečimo temu, Ja. Zdaj, Maša, ti mislim, da nisi bila na Paradi ponosa v Mariboru, si pa bila na Paradi ponosa v Ljubljani, čeprav vem, takrat kot neke vrste, antiprotest boš ti povedala, tam ste pa vi bili deležni tudi nekega vsaj poskusa fizičnega nasilja, Izvoli. Jaz osebno nisem bila tam, so pa bili tam moji prijatelji iz stranke. Torej, oni so bili napadeni. Tam v bistvu oni so držali samo mirno transparent, obstajata samo dva spola, kar je čista resnica. V bistvu oni niso povedali čisto nič s tem narobe, kar se mene tiče. In ne zdi se mi prav, niti da so napadli gospoda Renatota. Jaz do njega res čutim in zelo mi je žal, da se mu je to zgodilo, ampak mislim, da ne smemo spregledati nobenega nasilja niti nad Renatotom in niti takrat nad našimi člani. V njih so bile takrat vržene steklenice, pred njimi so policisti mogli postaviti zid, ampak o tem se pač ni nič govorilo, niti pisalo, obstajajo pa posnetki o tem. Tako da v bistvu mi je res žal, da se je to gospodu Renatotu zgodilo in res mi je hudo za vas. Upam, da boste čim prej boljše. Hvala, Maša. Jaz te vabim, da se nam drugo leto pridružiš, pripelješ tudi vaš podmladek.
če bodo videli naši protestniki zastavo SDS-a, se bodo mogoče tudi oni malo premislili. Ja, vprašanje je, na kaj kdo reagira, ne? Ampak Maša, ti si recimo odreagirala na tisto objavo, ki je bila, ko so bile pri nas te nesrečne poplave, ne? Nekaj časa nazaj, kjer so pač v bistvu pozivali istospolno usmerjene osebe, da naj se javijo, če potrebuje pomoč in tako naprej. Prej smo jo pokazali v uvodu naše današnje glavne teme. Pa me zdaj najprej zanima, Maša, zakaj je tebe takrat ta objava zmotila? V bistvu meni se ne zdi prav, da se pomaga samo določeni skupini ljudi. Na koncu dneva pomagajo tudi na primer Karitas in ostale organizacije. In Karitas je krščanska organizacija, pa ne pomagajo samo kristjanom ali pa na primer se ne osredotočajo samo na ljudi, ki so na primer kristjani in hodijo v cerkev, ampak pač pomagajo vsem. Tudi na primer sama vem, da so pomagali eni muslimanski družini, tako da pač se mi ne zdi prav, da se pomaga izrecno nekateri skupini ljudi. Ja, razumem. Zdaj, Renato, jaz sem mogoče malo naivno mislil, no, da pač te poplave bojo združile nas Slovence v vseh ozirih, da tako rečem, ampak vidimo, ne, tudi po tem, kar se je tebi zgodilo, po tem, kar pač Maša pravi, ne, da nekako ni temu tako. Zdaj, si se ti kaj pogovarjal s člani vaše skupnosti, kako so oni recimo doživljali te poplave in ali so imeli občutek, da so bili kaj posebej prizadeti zaradi recimo svoje spolne usmerjenosti in tako naprej, prepričanja, da bi rabili kakšno posebno pomoč ali ne v zvezi s tem? Glede na to, da smo že imeli dvakrat parado ponosa tudi v Slovenj Gradcu, ki je pač minila brez nekih hudih problemov, par besed je bilo že vrženih v naše smer, kar ni nič hudega seveda. Imam nekaj ljudi, ki so seveda iz tega področja, znancev. O teh konkretnih zadevah nismo govorili, sem pa o tem vprašanju sam razmišljal, danes, ko sem se vozil v Ljubljano. Če bi mene nekdo prosil za pomoč in bi zanj vedel, da je iz LGBT skupnosti, pa bi imel na izbiro ali pomagati njemu oziroma njej ali nekomu drugemu, bi verjetno prej pristopil ponudil pomoč članu LGBT skupnosti, ker ti ljudje celo, še posebej, če ni avtiran, ljudje težko prosijo za pomoč, težko se sploh obrnejo na koga, ker se bojijo, da ko bo človek zvedel, da je gej ali lezbika ali karkoli, že transseksualec, biseksualec, lahko to pomoč v nekem svojem strahu celo zavrne. Verjamem, da bi družba pomagala nekomu, ki ni iz te skupnosti prej, mogoče se motim, ampak ne bi pomagal nekomu izključno zato, ker je iz LGBT skupnosti, ampak zato, ker se zavedam, da prositi za pomoč iz naše skupnosti ven je zelo težko. In če nekdo pristopi in prosi za pomoč in imam na izbiro, bi verjetno v prosti izrazu, temu se reče, izbral enega iz mojega plemena, ker vem, da bi, razen seveda, če bi bila njegova pomoč manj nujna, manj vitalnega pomena, bi seveda izbral nekoga, ki je v večji stiski, to gotovo da, ne. Ampak neke vrste solidarnost znotraj naše skupine se mi ne zdi nič napačnega, ne. To je skoraj kot strankarska pripadnost, ko izbiramo, komu bomo pomagali, ne. Mogoče pa res. Mogoče, Maša, Renato pravi, vsak najprej pomaga svojim. Kako ti to komentiraš? Jaz bi v bistvu pomagala vsakemu, ne glede na, mislim, da se na to niti ne bi ozirala, ali je član in pripadnik LGBT, glede to pač, mislim, da je to zasebna zadeva. Jaz mislim, da je vsaka oseba enako vredna kot druga in da je potrebno vedno pomagati vsakemu, ki mu lahko pomagamo. In če bi prej prišel do mene LGBT član, bi seveda tudi njemu pomagala. Mislim, da je to edino pravilno. Razumem. No, ampak vseeno, Maša, Renato, zdaj vidimo, saj ni tako samo pri nas, tudi po svetu, ampak pač mi se ukvarjamo predvsem s tem, kar se dogaja pri nas v Sloveniji, ne. Te parade ponosa niso od včeraj, kar nekaj časa so že. Ne vem, kakšen je vajin občutek, a se zdaj čustva okrog tega so pač bolj vroča, kot so bila, mogoče v preteklosti so manj vroča in tako naprej. Ampak ti dogodki, v Ljubljani, v Mariboru kažejo, da pač to sproža neke polemike v javnosti, no. Pa bi najprej tebe, Renato, vprašal, če poveš svoje pač osebno stališče, zakaj recimo ti misliš, da je fajn, da imamo parade ponosa, zakaj se jih udeležuješ, pa potem še Mašo, pač kaj pa recimo njo pri tem moti. Izvolj. Veš kaj, jaz sem na tej, recimo temu LGBT sceni že skoraj 30 let in jo poznam dobro. Bil sem tudi v Londonu, sem živel 15 let, poznam tudi, kaj je res parada v
smislu praznovanja in zabave in pretiravanja absolutno, ker vse, kar se dogaja na paradah ponosa, tudi jaz ne odobravam vsega, ampak naša slovenska javnost sploh še ni pripravljena na kakršnekoli king fetiš ali kaj podobnega izkazovanja v javnosti. Tudi jaz se s tem ne strinjam, ampak parada ponosa je pravzaprav zame neke vrste državni praznik. Enkrat na leto se zberemo v spomin na dogodke v leta 1969, ko so se v Stonewallu v New Yorku travestiti, geji, lezbijke uprli policijskemu nasilju, jih so se potem policaji zabarikadirali v tisti lokal in od tam potem izhaja neke vrste zgodovinska podlaga za boj za enakopravnost, za človekove pravice in potem je zadeva seveda prerasla in je postala politična, ekonomsko zanimiva. V Madridu se zbere do milijon ljudi, to je postal cel posel, ne? In je izgublja pravi originalni osnovni pomen. Jaz pa vseeno vidim to kot neke vrste praznovanja zgodovinskih dogodkov, tudi dogodkov v Sloveniji, tudi naše zakonodaje, ki nam omogoča enakost pred zakonom. Ne? Evo, Renato je povedal svoje, Maša, kaj pa ti praviš na vse to? V bistvu jaz mogoče na to gledam malo drugače kot Renato. Jaz v bistvu mislim o tem tako. Jaz verjamem, da vsak lahko spi s komerkoli želi in to tudi gospodu Renato res. To so res vaše občutja in jaz vam verjamem, da pač vi to čutite in verjamem in to tudi spoštujem. Ampak ne spoštujem pa tega, da se kaže svojo spolno usmerjenost in ostale stvari na ulici. Naprimer, na koncu dneva tudi jaz ne izražam svojih čustev pred vsemi veni na ulici in vsem razlagam, za kom jaz spim. Jaz mislim, da je to stvar vsakega posameznika in jaz žal ne vidim v tem nekega ponosa in res mi je žal, da pač se take stvari dogajajo. Jaz ne vidim res smisla. Maša, v Mariboru je vsaj 100, 150, 200, če ne več gejevskih parov. Nekaj jih osebno poznam. Niti enega še nikoli nisem videl, da bi se upala na ulici, na cesti držati za roke. Ti se verjetno s svojim fantom, ne vem, predvidevam, da ga je Maša pa moža, verjetno sploh ne pomisliš, da ga ne bi prijela za roko. Pri nas pa je pomislek, Bog ne daj ga prijeti za roko, da te ne bo kdo videl, da se ne bo kaj zgodilo. Mene so sredi Poštne v Mariboru napadli ob 10. zvečer pred nabito polno ulico. Zato, ker sem bil pred lokalom, kjer se zbirajo viole. In tam je rekel človek, to ni mesto za take kot si ti. Glede, jaz imam v bistvu dve prijateljice, ki se vedno držita za roko, pa za ženske, Maša, oprosti izrazu, je vseeno veliko lažje, veliko bolje, ljudje so veliko bolj tolerantni. Ker lahko so prijateljici, ni nujno, da sta lezbijke ali istospolni partnerici, ko se dva moška držita za roko, razen če si v Egiptu, pa na Bližnjem vzhodu ali pa v muslimanskih državah, kjer je to neke vrste kulturna stvar, ki se moški držijo za roke. V Sloveniji, v Mariboru, v Ljubljani, kjerkoli druge, sta dva moška, ki se držita za roke, senzacija in sramota. Žal imam ta občutek. V bistvu jaz ne vidim nič slabega v tem, da se držite za roke, ampak pač enostavno ni potrebe. Razumem, Maša, da ni potrebe. Tudi ni potrebe, da je bila včeraj, predvčerajšnjem v Stični, Maša, in da so bilo 4000 mladih otrok tam zabavanih, posvečenih, indoktriniranih v vero. To je prav tako razkazovanje, paradiranje na nek način osebnih čustev. Vera bi morala biti tudi osebna stvar vsakega posameznika, pa jo vsakih 15 minut slušamo z vsakega zvonika po celi Sloveniji. Meni se tudi to ne zdi v redu, ne? Ampak smo se navadili, tako se bomo tudi navadili na parade ponosa. 50 oziroma 52 let mineva od prve parade. Čez 100 let bo tudi v Sloveniji 50. parada ponosa in ne bo nobenega problema več. Upam, da ne, ne? V redu, vidim, da se je kar zanimiva debata razvila, no? Tako da predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj so poplave prinesle LGBT skupnosti. Ostanite.
Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, predsednica Slovenske demokratske mladine Maribor Maša Medved in pa LGBT aktivist Renato Volker Rene. Pogovarjamo pa se o tem, kaj so poplave prinesle LGBT skupnosti. Maša, ti si povedala, večkrat si to poudarila v prvem delu oddaje, kar se mi zdi zelo hvalevredno, no, da pač poveš to tudi na glas v naši oddaji, da pač nimaš nič proti, ne, če odrasli ljudje v svoji intimi počnejo med sabo tisto, kar pač želijo, ne. Pa me zdaj zanima, če te prav razumem, tebe moti pač to, kar bi nekdo poimenoval mogoče kot LGBT ideologija in neko agresivno podajanje ali pa mogoče za koga celo vsiljevanje te ideologije. Imam prav? V bistvu jaz razumem, da naprimer nek par pove svojim prijateljem, družini, naprimer objavi na Facebook sliko, da sta pač skupaj. Jaz v tem ne vidim nobene težave, jaz v bistvu vidim bolj težavo v tem izpostavljanju. Jaz mislim, da je to pač, meni se to ne zdi potrebno. V bistvu na koncu dneva bi tudi lahko mi, ki smo pač heteroseksualni pari, imeli svojo parado in pač isto naredili, ne. In to se mi enostavno ne zdi pač pravilno zaradi tega, ker se mi zdi, da potem na nek način tudi nekatere mlade, ki se še iščejo, jih lahko še bolj zmedemo. In se mi to ne zdi v redu. Zdaj, Renato, ti si oče, si dedek, ne, rekel si pač določene stvari, ki se dogajajo na paradah ponosa, meni niso všeč oziroma jih ne podpiram. Ali to vključuje tudi recimo, da pač pripelje kdo otroke na tako vrsto pač javnega dogodka oziroma na to parado? Moja otroka sta bila že oba na paradah, vnuki še ne sicer, čeprav vedo, zame smo naredili pogovor, coming out se temu reče na naši sceni, ne. Moja vnukinja me je zgooglala pri 15 letih, ne, tako da to ni več problem, ker mojih podatkov ne skrivam na tak način. Ampak dejstvo je, Maša, samo pomisli, če imaš otroke, mislim da, ali pa sestro, brata, in če sta ali pa bodo slučajno istospolno usmerjeni ali karkoli z tega spektra, pa boste šli po mestu, pa se samo zaradi strahu pred obsojanjem ne boste upala niti za roko prijeti. Jaz tega ne morem, to zame ni sprejemljivo. To je v končni fazi zame tudi razvoj družbe. In družba se ne more razvijati, če ni priča tem nekim napredkom, nekim stvarem, ki se dogajajo. Skrivanje, pa razumem, da gre za intimo, seveda je, ampak skrivanje pred drugimi iz strahu, da se ti bo nekaj zgodilo, to je absolutno nesprejemljivo. Pa si star 15 let ali pa 60, kot sem jaz, moraš biti pripravljen v končni fazi sprejeti tudi posledice. In jaz, ko sem pedagog po profesiji, jaz pozivam vse ljudi z naše LGBT scene, pokažite se v javnosti. Ne gre za provokacijo, izzivanje pa neko nasilno vsiljevanje našega življenjskega stila, kot eni rečejo. Ampak če vas ljudje na ulici ne vidijo kot normalen gej par ali lezbični ali kakršenkoli kombinacijo že, nikoli ne bodo razumeli, nikoli ne bodo sprejeli, ker ne vidijo. Kar vidimo, kar poznamo, kar spoznamo. Večina naših fantov in deklet hodi v tujino na zabave, kjer se sprostijo in so največje maškare. Doma pa sami obsojajo gej parade. Iz samega strahu pred lastno izpostavljenostjo, ne. Tukaj jaz vidim glavni problem naše LGBT scene. In naslov današnje oddaje je prav hecen, LGBTQIA plus poplave. Jaz bi obrnil. V bistvu gre za poplavo teh nekih LGBTQIA idej, ki se v javnosti v zadnjem času pojavljajo. V bistvu smo postali neke vrste grešni kozel za vse. Postali smo pravzaprav nevarnost za družbo, za socialo, za razkroj družbe. Ljudje začenjajo dobiti občutek, da smo pravzaprav nastrojeni proti neki družinskim vrednotam. Vsak od nas izhaja iz družine. Mene so pred mojo mamo pretepli na ulici. Jaz imam sestro, jaz imam otroke, tete, strice, a mi nismo družina. Vse pa ni družina samo to, da imaš ti partnerja pa svoje otroke. Poglejmo malo nazaj v rikverc, pa na široko. Vsak LGBT član je član neke družine. Če ima svojo družino, je pa druga stvar, seveda. Ženske brez otrok so bile včasih obsojene. Danes je pa zadeva normalna. Ali pa ne. Pa tudi ni naravno po nekih normativih nekaterih ljudi, ne. Glejte, jaz nimam problema s tem, da se vi na ulici držite za roke. Imam pa problem s tem, da
da se organizirajo različne parade ponosa, jaz ne vidim tu nobenega ponosa, tako da pač to je moje Jaz osebno razumem, ker mnenje. težko razumeš. Kot ženska bi mogoče lahko razumela, kaj pomeni biti zatirano, kaj pomeni biti v neki strukturi, kjer te starejši moški izkoriščajo za njihove lastne namene. Ti si predsednica podmladka, ti nimaš pravzaprav nobene odločevalne funkcije. Ti pač izvršuješ svoje naloge, kot ti jih naložijo. In je čisto v redu, pač ti moraš to sprejeti. Jaz, ko so me napadli, sem se počutil pravzaprav kot ženska, ki se mora, če je bila napadena in posiljena, zagovarjati. Kje je bila, koliko je bila ura, kako je bila oblečena, a je imela prehud make-up, a je izzivala, ali je bila pijana slučajno, ali je res mislila ne, kot je rekla ne. To bi ženske lahko razumele. Mi smo pravzaprav na približno istem Če smo nivoju. fair, Renato, če midva z Mašo ne moramo razumeti, kako se vi počutite, vprašanje je tudi, če midva, Renato, lahko čisto razumeva, kako se Maša počuti. Ne? Ampak ker je ravno tle v oddaji, pa je lahko vprašava. Tako. Maša, vidiš ti kakšne vzporednice recimo med položajem žensk v Sloveniji pa med položajem LGBT skupnosti? Se ti zdi, da je pač med ženskami recimo več simpatije do LGBT skupnosti, to, kar je bilo že rečeno, ne? Skratka, da so istospolni pari med ženskami so manj stigmatizirani in tako naprej? Ne verjamem, da vidim kakšno vzporednico tukaj, niti ne vidim neke primerjave. Jaz verjamem, da vsako nasilje, ki ga prijavimo policiji, na koncu dneva tudi sama sem bila, v bistvu ne bom rekla, da sem bila vključena, ampak vem za nekaj zgodb, kjer so bili ljudje nasilni do drugih, pa se pač šli potem na policijo to prijaviti, pa mislim, da je postopek v bistvu pri vseh enak, ne glede na spolno usmerjenost, tako da ne vidim. Na žalost ti moram povedati, da sem pred 3 leti, ko sem bil napaden na poštni, od policaja najprej slišal, da sem izzival in da sem sam kriv. Letos je policija zelo, zelo korektno odrezala. To moram reči. Čeprav tudi policija napreduje, hočeš reči. Recimo temu. No, to v naši oddaji recimo redko slišimo. Ampak Renato, tole bi te vprašal. Ne? Zdaj, jasno je, da LGBT skupnost je pač manjšinska skupnost, zaradi tega tudi verjetno se upravičeno počuti bolj ogroženo kot pa neka večinska, ampak vendarle, ne. Dostikrat se zgodi, da kdorkoli kaj reče pač v zvezi s to skupnostjo, je tudi sam napaden. Smo se že pogovarjali v prvem delu oddaje, ne, kaj se je dogajalo na paradi ponosa v Ljubljani. Zdaj pač verjetno se mora vsak navaditi, ki ima nek javni dogodek, da pač na tem javnem dogodku pač je lahko prisoten tudi kdo, ki izraža nasprotno mnenje. Pa me zdaj zanima tvoje mišljenje, Renato. So te reakcije pač po tvoje upravičene, so pretirane, izhajajo iz tega strahu, kako ti gledaš? Naša skupnost, tako kot vsaka skupnost, rada igra žrtev. Tako se, kot se dogaja v politiki, se napadajo medsebojno in eni brez drugih ne morejo živeti. Ne bi bilo levice in ne desnice, če bi imeli ljudje neko enotno, enostavno skupno mnenje, ampak se pač politične stranke in opcije med seboj obkladajo, se ustvarjajo poli, se obstajajo mnenja in potem se borimo. LGBT skupnost ni nič boga, tako kot bi radi nekateri predstavili. Imamo predstavnike v parlamentu, imamo predstavnike v organih odločanja, med nami so tudi gej župani, iz desne opcije, o imenih da ne bomo seveda. Mi nismo neki reveži, ki imajo problem. Mi smo reveži v sami ponotranjeni homofobiji, ker si ne drznemo živeti svoje resnice, ker se bojimo odziva okolice. To je bistveni problem. Imamo zakonsko vse pravice. Maša, zakaj recimo pač vi dajete toliko poudarka na tem, da poudarjate te škodljive vidike, po vašem mnenju, pač LGBT skupnosti ali pa, če hočeš, te ideologije, a to zaradi tega, ker to pač prinaša neke dodatne politične točke, ali je to res tisto, kar vas recimo med tistimi stvarmi, ki vas najbolj motijo, zaradi česa si se ti recimo odločila pri svojih mladih letih, da se aktivno ukvarjaš s politiko? Glejte, jaz pač verjamem, da moramo živeti po vrednotah in nam vrednote morajo biti privzgojene. Verjamem, da starša sta lahko samo oče in mama, sploh pri majhnih otrocih. Mislim, da res je napačno, da otroke poučujemo, da lahko imata 2 mami ali 2 očeta. To se mi ne zdi pravilno. Zdi se mi, da otrok potrebuje in materinsko ljubezen in očetovo ljubezen. In to mi je edino pravilen način. Maša vsakega človeka zaenkrat vsaj sta rodila mati in oče, tudi mene, in tudi jaz imam svoje otroke. Dejstvo pa je, da je veliko
gejevskih parov, predvsem gejevskih, lezbičnih ne toliko, ki posvajajo otroke, ki so stali 40 in 15 let, ki so jih njihove družine zavrnile. Nekatere zaradi bolezni, nekatere zaradi asocialnega obnašanja in smo jih naši, v narekovajih, vzeli pod streho, ker se zavedamo njihove borbe. Tukaj nam nihče ne more oporekati. Mi smo pravzaprav ljudje, kot so zmeraj bili skozi zgodovino. Vedno so bili tete in strici v družinah, ki niso imeli otrok, pa so jih vsi izkoriščali. Mnogi med njimi, sem prepričan, so bili geji pa lezbijke in niso znašli svojega načina življenja v tistih časih. Mi nismo nič drugačni, tudi imamo družinska življenja. Večino ljudi, ki jaz poznam, moja generacija, so skriti geji in lezbijke. Imajo otroke, imajo družine. Potem pa se pač enostavno v vsej tvoji stiski vsake toliko privoščijo neke seksualne ekscese, če hočeš ali pa ne, stvari. In to so ljudje, ki trpijo, ki se bojijo družbenega odziva. Verjamem, da je to vaše mnenje in vaše prepričanje, ampak jaz v bistvu sem trdno prepričana v to, da vsak otrok rabi in materino ljubezen in očetovo in tudi vzgojo. Torej, treba materam samohranilkam otroke vzeti, ali kaj? Ne, verjamem, da imajo namesto tega tudi mogoče kdo Seveda, ponavadi je mama pa gospa, ki imata otroka, torej je to pravzaprav istospolna skupnost. Samo pač ne spita v isti postelji. Dve ženski vzgajata otroka. Ne vidim nič narobe. Ne, v tem ne vidim nič narobe. Tudi jaz ne. Ja. Kako? Je pa res, če lahko samska ženska vzgaja otroka, jaz ne razumem, zakaj ga dve ženski ne bi mogli. Kaj ena ženska lahko da otroko, če samo dve ne moreta? Za moške velja seveda enako. Verjamem, da še vedno verjamem v to, da pač potrebujejo in očeta in mamo. Pa večina žensk, predvsem samskih žensk, otroku očeta krade na nek način. Centri za socialno delo ne dajajo otrok očetom, dajajo materam. To ne bo držalo. V borbi za prevlado in za maščevanje. To ni redek primer. Ne? To ni res. V bistvu sama imam oseben primer. Moj partner živi sam s svojim otrokom, tako da pač to ne bo držalo. Seveda so to redke izjeme, ampak te izjeme ponavadi potrjuje pravilo. Če pogledamo v procentih, gotovo ni več moških samohranilcev kot pa žensk. To gotovo ni res. Ne? V bistvu jaz poznam več primerov. Velja, lepo in je fajn. Tudi jaz sem v končni fazi, ko sem se ločil, je hči ostala pri mami, sin pa je nekaj časa živel pri meni in mojem partnerju. Prav lepo nam je bilo. Ok, zdaj vidim potem, kar pripovedujeta, oba pač imata neke različne izkušnje, tudi osebne, z različnim oblikam družine, pa me zdaj zanima vajino mnenje, če probamo najti še kakšno skupno točko, zdaj pač o pomembnosti družine. A se vam zdi, da je pač družina čedalje bolj pomembna v slovenski družbi, je čedalje manj pomembna, kam po vajinem mnenju gredo te tendence? No? Jaz bom čisto na kratko ilustriral samo po sobotnem dogodku, ko sem bil torej napaden. So v nedeljo prišli vsi moji hči, sin, njuna partnerja, njuni otroci in moja mama in smo se dobili v Mariboru in smo po mestu malo paradirali, tako rekoč, šli na kosilo in smo imeli občutek, da smo skupnost, da smo družina. Ni bilo treba izreči nobenih besed tolažbe. Samo prisotnost vseh mojih dobesedno je bila dovolj obližna ravno, če hočeš, ne? In brez družinskega življenja si ne predstavljam življenja. Kdo pa lahko živi sam? Ok, to je hvale vredno, se mi zdi, da se ti je to zgodilo, Renato, ali pa da je vaša družina tako povezana. Kaj pa nasploh, Maša, kaj bi ti rekla, recimo, je to nek splošen trend v Sloveniji, se ti zdi, da so družine čedalje bolj povezane, da se pač poudarjata te družinske vrednote ali ne? Mislim, da se premalo poudarja družinska vrednota in jaz sem res vesela, gospod Renato, da ste se tako v krogu družine zbrali. To me res veseli, da še obstajajo take družine, ki si tako stojijo ob strani. Mislim, da bi bilo treba imeti več takšnih družin v Sloveniji. Mislim, da je potrebno bolj poudarjati družinsko življenje, kako pomembni so starši, kako pomembni so naši bratje in sestre, kako pomembna je naša družina. Mislim, da to družina je najpomembnejša stvar v življenju. Družina je tista, ki ti privzgoji vrednote. Verjamem, da je družina res najbolj pomembna stvar in da se to premalo poudarja.
Kako bi vidva recimo ocenila pač aktualno vladajočo koalicijo, aktualno oblast na področju pač družinske politike? Se vam zdi, da tukaj dosti naredi vlada, zato recimo bi morala več storiti? Jaz mislim, da je to zelo slabo, da v bistvu vlada sploh ne poudarja pomena družine. Še nisem videla, da bi kdo govoril o svoji družini in o svojih družinskih članih in o tem, kako pomembna dejansko je družina in kako pomembni so naši Meni pa člani je pravzaprav družine. najbolj zanimivo, da v naši družbi o družini razpravljajo ljudje, ki družine sploh nimajo. Govorimo o verskih voditeljih in duhovnikih. Ne? To se mi zdi tak strašno velik paradoks v bistvu. Ne? Oni bojo meni razlagali, kaj je družina. Naš škof Rode je naše skupnosti imenoval suhe veje. Koliko otrok ima jaz? Jaz imam 2 pa 4 vnuke. O tem ne bomo. In mi, poročeni geji ali pa bivši poročeni, smo v veliki meri vsi ustvarjali družine. Ampak po mojem času je bilo pač malo drugače. Jaz bi samo vsem staršem, če lahko se malo obrnem na gledalce oddaje. Ja, dej, izvoli. Položil na srce, če imate otroka, ki je star ne vem kolikorkoli, od 13-15 let dalje, ko se lahko začneš pogovarjati z njim o teh stvareh, dajte ga vprašati ali jo vprašati, seveda, ne? Ali imaš kakšen problem v življenju. Zdaj se bo začela razvijati tvoja spolnost. Prosim, bodi do mene zaupnik, zaupnica, kogarkoli boš izbral v življenju, fanta, punco, ali pa nikogar, ali pa oba, zakaj pa ne. Jaz sem na tvoji strani, ne se mi bati zaupati, ker večina problemov izhaja iz tega, da so starši tako militantno nastrojeni zoper seksualnost na splošno, ne samo za LGBTQI+, ne, da se otroci z njimi ne upajo pogovarjati. In pol otroke vzgaja ulica in potem pride do ekscesov. In tisti starši iz Maribora, ki ne veste, kje so vaši fantje bili v soboto okrog 6. ure, vprašajte jih, če upate. Morda pa so bili vaši otroci tisti, ki so me napadli. Ne trdim, da so bili. Kaj pa, če so bili? Kako boste vi odreagirali? Pomislite na svoje misli. Napadli so 60-letnega človeka s slovensko zastavo. Ali pa pretepli so starega Pedra. To je isti človek. No, vsaj, kar se natalitete tiče, Renato, ti vsi verjamemo, da ti nisi suha veja, ne glede na to, kaj je bivši nadškof Rode o tem rekel. Ampak Maša, ti si omenila, ne, zato te to sprašujem, pač, da živiš v partnerski skupnosti s partnerjem, ki ima otroka iz prejšnje zveze, zdaj ne vem, koliko je ta otrok star, če se že zaveda, pa me zanima, kakšne so tvoje izkušnje zdaj pač s tem otrokom. Imate pač ta otrok tebe kliče pač mama, ima predstavo, da ima 2 mami, kako je s tem, kaj nam lahko o tem poveš? No, jaz nisem mama in jaz tega otroka nisem rodila. Lahko živimo skupaj, sploh ni problema. Otrok me je lepo sprejel, smo zelo povezani med sabo in lahko rečem, da sem res hvaležna tako partnerju kot otroku, kot tudi partnerju v celotni družini, da so me tako lepo sprejeli med sabo. Nisem pa jaz otrokova mama, jaz otroka nisem rodila. In niti ne želim, da me otrok kliče mama, jaz sem Maša in to. Okay. Maša, me veseli, da imaš tudi tako lepo izkušnje, ker niso prav pogoste take lepe zgodbe, ko se najdeta 2, oprosti izrazu, razbiti družini in potem nastane neka nova lepa celota. Bravo. Ja, v bistvu jaz ne prihajam iz razbite družine, ja, imam ampak veliko recimo, bratov in sester, tako da. Vem, da je neprimerni izraz, ampak recimo, ne, ena družina je šla na razen, druga pa se šele zdaj vzpostavlja, ne, oziroma se je naredila. Dej, ne vem, nismo se posebej zmenili, da ne bo kdo dobil tega občutka, ampak vidim, da se oba trudite s pozitivnimi sporočili, kar pa podpiramo, da ne bo spet kakšnega nesporazuma v naši oddaji. Tole bi vaju še vprašal, no, ker vendarle pač Maša, ti si aktivna v politiki, tudi Renato, ti si v bistvu na nek način politično bitje, tako ali drugače, kot smo mi vsi. Zdaj, naš aktualni predsednik vlade, Robert Golob, ne, tukaj imamo v bistvu razne vidike, ki se tičejo naše današnje teme, se pravi, pač, čeprav vemo, še ni formalno ločen, ampak je v postopku razveze, živi z drugo partnerko, ima pač otroke iz zakona, ki formalno še ni bil prekinjen, pojavljajo se tudi ugibanja pač glede njegove siceršnje spolne usmerjenosti in tako naprej in tako naprej. Pa me zdaj zanima vajino mnenje, ne? A je situacija okrog družinskih razmer predsednika vlade je
breme recimo za debato o družini v Sloveniji ali pa po drugi strani pač neke vrste, bi rekel, sproščujoča, zato ker pač kaže na to, da so družine lahko raznih oblik. Ta medijski pomp okrog premierjeve družine se me sploh ne tiče in vem, kaj se dogaja približno, ker pač ne moreš tega v medijih zgrešiti, ne. Ampak jaz sem na stand-upu pred kakšnim letom rekel, bolje tiče oriti kot golob na strehi. Morda pa sem bil tudi jaz jasno viden. Ok, dobro, zelo slikovito si to povedal. Maša? Meni se zdi pač malo neprimerno, da če si ti še vedno poročan na začetku, ko je začel z Tino Gaber, še ni bil v postopku razveza, kolikor jaz vem. Tako da to se mi zdi neprimerno. Razumem, da si ti v postopku razveza, pa hodiš okoli za novo partnerko, ne razumem pa tega, da še niti nisi vložil postopka za ločitev, pa še hodiš okoli z novo partnerko, tega pa ne razumem. In tudi vem, da bi se sama kot ženska res slabo počutila, da bi bila njegova, zdaj že bodoča, že bivša žena. Mene bi v bistvu, jaz bi verjetno se vsak dan doma jokala, ker res iskreno povem. Zdaj, na začetku, ko je premier nastopil mandat Renato Maša, je zelo dajal poudarek na to, da bo zaščitil družino. Vemo, celo spremenil je način varovanja predsednika vlade, zato ker je imel občutek, da je njegova družina, posebej njegovi otroci, da so pač ogroženi. Zdaj, v zadnjem času se to spreminja, njegova aktualna partnerka je zelo aktivna na raznih področjih v javnosti. Čemu vidva pripisujete ta preobrat? Mislite, da gre tu za neko dejansko spremembo stališča ali da gre bolj za to, da je pač očitno neke stvari po oceni mogoče njega ali pa njegovih najožjih svetovalcev prinašajo neke javnomnenjske točke, spet druge pa ne? Sam sicer ne spremljam tega tako intenzivno, mama moja dostikrat gleda Zvečer dnevnik oziroma poročila Odmeve in te reči. In sem en odlomek enega intervjuja ujel, kjer je gospod Golob rekel, da je zdaj pri njih doma vse drugače, ker imajo žensko roko pri hiši, in da je veliko lažje. Jaz razumem, ampak ljudje pravijo, boljše je imeti doma celo žensko, kot pa samo žensko roko, Ja, meni se zdi pač neprimerno, da predsednikova žena na primer snema intervjuje v njegovi pisarni. Takšne stvari se mi zdijo neprimerne in mislim, da ona bi se vseeno mogla malo oddaljiti od teh stvari na koncu dneva. Ona vseeno še vedno po poklicu influencer in mislim, če si influencer, pač delaj svoje delo, ampak v Se pa mejo. strinjam, Maša, s tabo, to se meni tudi ne zdi primerno. Je ne spremljam, vem pa pač ne moreš tega zgrešiti v medijih, in se mi je to tudi zdi sporno, seveda. Ja. Kako recimo vidva mislita, Maša, ti si pač daleč najmlajša med nami tremi, se pravi iz lastnih izkušenj, Renato, ti pa mogoče iz kakšnih pogovorov s svojimi otroci oziroma s svojimi vnuki, kako mladi recimo po vajinem mnenju gledajo na pač to situacijo okrog predsednika vlade in njegovih družinskih razmer? Jaz verjamem, da se mogoče kateremu mlademu to mu je všeč, mu je zelo všečno, se mu zdi, bom temu rekla, kar kul, da lahko predsednikova partnerka kar tako hodi po njegovem kabinetu, snema tam intervjuje. Verjamem, da se to ljudem zdi kul. Tudi meni bi se zdelo kul, če pač ne bi vedela, da je to vse samo za neko všečnost v bistvu in da verjetno si je tudi sama to zelo želela v bistvu na koncu dneva. Njen poklic je poklic influencerja in verjamem, da njej je to prineslo veliko odmevnost. Tako da Če pač gre jaz to mislim, samo za PR, potem je to seveda vsega obsojanja vredno, to je jasno, to se pač ne dela, to je neki higienski minimum, politični mora obstajati, ampak če je influencerka in ji to dovolijo, pač to izkoristi. Mogoče pa je le kriv tisti, ki dovoli, ne tisti, ki izkoristijo, Evo, marsikaj smo povedali danes, če drugega ne, saj to sporočilo, verjamem, bo ostalo, da smo si lahko med sabo precej različni, tudi živimo v različnih razmerah, izhajamo iz različnih razmer, imamo različne aspiracije, ampak če drugega ne, vsaj ta minimum je, da se lahko med sabo normalno pogovarjamo. Zato še enkrat hvala lepa, Maša Medved, Renato Volker Rene, za vajino današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj so poplave prinesle ali pa odnesle LGBT skupnosti
že 919. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj košarka ni odbojka. Naš posebni gost bo legendarni košarkarski trener Zmago Sagadin. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.